Sicilija je največji sredozemski otok, velik kot Slovenija. Zelo so ponosni na svojo bogato zgodovino in na svoj jezik, ki ga ljubosumno negujejo. V osnovi imajo vsi Sicilijanci kmečke korenine. Tukaj ljudje še vedno živijo tesno z naravo. Dežela je presenetljivo zelena, čeprav se nahaja na jugu Italije, ker poleti sonce močno pripeka. Obiskali smo vzhodni del otoka. Pričeli smo v Taormini, zgodovinskem mestu na vrhu hriba, sledi Savoca, kjer so snemali znameniti film Boter, pa Castemola, ki leži visoko nad Taormino, Soteska Alcantara s stebričastimi bazalti, starodavni in odmaknjeni Randazzo. Zgodovinsko mesto na vrhu hriba, precej visoko nad morjem in oblegano s turisti. Glavna ulica Taormine, Corso Umberto, je muzej na prostem. Že vhodna vrata so napoved znamenitosti z zgodovinskim pridihom. Cerkve, čudovite palače, ozke tlakovane ulice in čudovit razgled na spodnji zaliv in Etno. Posebno smo bili pozorni na baročne detajle številnih balkonov. Prva arhitekturno zanimiva zgradba je palača Corvaja. V tej srednjeveški trdnjavi je imel v 15. stoletju sedež sicilijanski parlament. V slogu palače vidimo arabske vplive. Na poti boste zagotovo naleteli na trg 9. aprila. K šarmu tega trga prispeva tudi majhna baročna cerkev, cerkev San Giuseppe. Trg zaključuje stolpna ura, ki je ločevala srednjeveško stran Taormine od rimsko-grške četrti. Tu je zbirališče turistov, ki uživajo v vzdušju, ki so ga pričarali glasbeniki, akrobati in slikarji, ki tam nastopajo. Poslušali smo zimzeleno We No Speak Americano. Tu fala americano, americano, americano. C'è da me che tu fa, quando senti disturbato. Guarda rock and roll, tu gioca a baseball. Hai sotto un mega mail, ti devi dare. Lo stato di mamma, tu fala americano, americano, americano. Si è da me, si sta diventando. Ok, la volita, tu fala americano, fala americano. Katedrala se nahaja na koncu ulice Corso Umberto ali na začetku, odvisno od tega, kje ste. Prepoznate pa je lahko po čudoviti srednjeveški fasadi in vratih v baročnem slogu. Corso se konča z vrati številka 42, kjer je nekoč bila cerkev, in to je njen čudovit renesančni portal. Grad Saracen je bolj podoben trdnjavi kot tipičnemu gradu. Zagotovo ga ni bilo enostavno napasti,
zaradi njegove lege na vrhu stopničaste gore. Grad je zaprt za obiskovalce. Grško-rimsko gledališče v Taormini je drugo največje antično gledališče na Siciliji, za gledališčem v Sirakuzi. V tem gledališču je gostoval Mark Knopfler in imel zgodovinski koncert, saj je predstavil znano skladbo Lights of Taormina. Zelo popularen je majhen otok, ki se nahaja ob vznožju mesta. Poimenovali so ga zelo romantično, otok Isola Bella, s svojo prodnato plažo in kristalno čisto vodo. Če obstaja kraj, ki ga vsak turist, ki potuje po Siciliji, mora obiskati, je to gora Etna. Ta aktivni vulkan se dviga iz globin Sredozemskega morja in doseže nadmorsko višino 3340 metrov. Ne moremo mimo kulinarike in kakovostnih vin, pridelanih na boku vulkana. Zaradi eksplozij vulkana so tla bogata z minerali in zato imajo ta vina močno, kompleksno strukturo. Savoca je ena najlepših vasi v Italiji. Ime ima po bezgu, savuku v sicilijanskem narečju. Grmu z belimi in dišečimi cvetovi, ki divje raste v razpokah med hišami. To je majhna vasica, postavljena v skalo hriba 330 metrov nad morjem. V srednjem veku je bila vas Savoca obdana z obzidjem z dvojnim vhodom, ki so ga zgradili Normani. Še danes so to mestna vrata s koničastim lokom iz lokalnega kamna. Ali prepoznate scene iz znamenitega filma Water? Mineva 50 let od njegovega nastanka. Ko je Michael Corleone obiskal Sicilijo, se je v filmskem mestu Corleone, to je Savoki, poročil za Polonijo, ki potem v atentatu umre. Poročil se je v cerkvi San Niccolò iz 12. stoletja. Cerkev dominira na masivni skali, ima 3 široke ladje in je kot strma trdnjava nad dolino. Druga lokacija za film pa je bil bar Vitelli, kjer je bilo posnetih kar nekaj scen. Ta majhna vasica nad Taormino leži na pravi naravni terasi. Nekoč si se lahko pripeljal z dvigalom do vrha, do gradu. Vasica je bila zgrajena okoli ruševin normanskega gradu in je sčasoma dobila mehko obliko, podobno mlinskemu kamnu, mola. Od trdnjave mola je ostalo le normansko obzidje. Nekoč so ljudje vstopali v mesto skozi vrata, vklesana v skalo ob vznožju stopnic. Leta 1927 so vrata prestavili pred grad. Castelmola je 550 metrov nad morjem
in iz nje je čudovit razgled na Taormino in Etno, na okoliška naselja in na Jonsko morje. Na trgu je zgodovinski kafe San Giorgio, ki so ga ustanovili menihi v 18. stoletju. Posebnost tega bara je očetovstvo najbolj posebnega proizvoda vasi, mandljevega vina, pijače pripravljene z mandlji in pomarančno esenco. Tega desertnega vina ne pozabiš. Mandljevo vino ali vino di mandorla in kanoli sta najbolj značilna kulinarična spominka kraja. Kanoli je hrustljava rolada s polnilom iz rikote, predelane skute in posuta s pistacijami, koščki čokolade in še marsičem, česar nismo odkrili. Bar Turisi, ki brez sramu razstavlja lesene, lončene in keramične faluse kot znak obilja in sreče v skladu s helensko tradicijo. Iz Castelmola se nam odpira lep razgled na vasico Forza d'Agro, še eno lokacijo iz filma Boter. Geografska bližina Sotesk Alcantara, obalnemu mestu Taormina in morskemu parku Isola Bella so postali zanimivi novim generacijam popotnikov, ki si želijo pohodništva in doživeti počitnice v stiku s pravo sicilijansko naravo. Nad Sotesko je 40 minut dolga pot skozi botanični vrt, ki je zelo lepo urejen in negovan. Oljke so na Sicilijo prinesli Grki. V Messini so našli preko 1000 let staro drevo oljke. Oljka je simbol miru in rodovitnosti. Geološka zgodovina Sotesk je tesno povezana s tektonsko aktivnostjo tega dela Sicilije. Stebričasti bazalti, ki so iz manj starodavnega obdobja, so nastali s hitrim ohlajanjem zunanjega dela toka lave. Neverjetne skalne formacije Sotesk Alcantara s stenami, visokimi do 25 metrov, so glavna turistična atrakcija. Kristalno čista reka Alcantara teče v skupni dolžini 52 km, vendar doseže vrhunec svoje divjine in lepote znotraj 800 metrov dolge Soteske z nekaj brzicami in majhnim slapom. Z dvigalom, ki nadomesti 220 stopnic,
Smo se spustili do reke, ki pa je bila zaradi obilnega deževja prejšnji dan precej kalna. Pa vendar je reka zelo prepričljiva. Turisti so jo izkoristili tudi za sončenje in brodenje po hladni vodi. Stara legenda pravi, da je bog Vulkan ustvaril toplo vodo. To je sveto mesto, kjer se je njegova boginja Venera rada kopala. Nekega dne se je njuna ljubezenska idila tragično končala zaradi izdaje Venere. V trenutku besa in norosti je Vulkan, da bi Venera plačala za svoje dejanje, naredil vode hladne, celo ledene. In od takrat mrzle vode vrnejo moškost vsem moškim in nedolžnost vsem ženskam. Tla tega dela Sicilije so zaradi pogostih izbruhov Etne izjemno rodovitna. Kmetijstvo in pridelava najboljših italijanskih vin so njihova glavna dejavnost. Prelepo mesto Randazzon na višini 700 metrov nad morjem označuje začetek doline Alcantara. Že na mestnem trgu smo srečali uličnega prodajalca jagod. Kako so jagode dišale in kakšen okus so imele. Veliko zgodovine boste srečali v Randazzu. Srednjeveški izvor kraja se meša najprej z grško in rimsko, nato pa arabsko in normansko arhitekturo. Leži na severnem pobočju Etne, 750 metrov nad morjem in ima vzdevek Črno mesto, zaradi obsežne uporabe kamna iz lave pri gradnji stavb. Baziliko Santa Maria Assunta so začeli graditi v 13. stoletju v normanski dobi. Pravijo, da je bila zgrajena tam, kjer je pastir nekoč v votlini videl podobo Madone, osvetljeno z majhnim plamenom. Kot vse druge cerkve v kraju, je tudi ta bogata s črnim bazaltom, ki se izmenjuje z belim peščenjakom na portalih in oknih. Cerkev Santa Maria Assunta je znana zaradi umetnin Velázqueza. Smo v ozki ulici Via degli Archi, ulica obokov, ki vodi do Piazza San Nicola, po kateri so plemiči prihajali v parlament. Cerkev San Nicola je največja cerkev v mestu. Zgrajena je bila v 14. stoletju in obnovljena pod različnimi gradbenimi vplivi. Največ škode na zunanjosti, predvsem pa na notranjosti, pa je bilo narejeno med drugo svetovno vojno. Originalni zvonik je bil uničen v velikem potresu v 17. stoletju in obnova ni bila nikoli dokončana. Poleg čudovitega švabskega gradu je zanimiv tudi Randazzo Vecchio, svojevrsten kip moškega z orlom, ki počiva na njegovem vratu. Domneva se, da je moški Piramon, velikan grške mitologije, rojen iz zveze Geje in Urana.